Dober večer, spoštovane in spoštovani. Nova izdaja svetovalnih pogovornih oddaj, ki jih pripravljamo v sodelovanju z gibanjem Aktivno srce na kvadrat. Tokrat bom z mojima izjemnima gostoma prepletal in iskal odgovore v nekakšnem trikotniku. In sicer, zakaj je knjiga tudi učiteljica, v katerih primerih je dobro prisluhniti svoji duši in ali nas mora biti strah novih izkustev v življenju. Tjaža Pavček, Adula in članica gibanja Aktivno srce na kvadrat. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Z nami pa seveda tudi Boris Vene, ustanovitelj gibanja Aktivno srce na kvadrat. Dober večer tudi vam. Dober večer, hvala za vabilo. Tjaža Pavček, uvodoma za izhodišče tega današnjega pogovora bom uporabil eno od vaših tez, in sicer zapisali ste: že kot najstnica sem znotraj sebe začutila, da obstaja dosti več kot fizični svet. Začeli ste raziskovati, veliko brati, in knjiga je povzročila, vas je povezala z Borisom Vinetom, danes lepo sedita drug ob drugem, in ta združitev očitno še vedno traja, kaj ne? Ja, tako je. Jaz sem med iskanjem, tako kot ste omenili, sem naletela med drugim tudi na Borisovo knjigo Uživaj življenje in postal boš bogat. In knjiga me je res zelo navdušila, skozi sem hodila z njo, jo brala, vsa navdušena. In enkrat sem s to knjigo prišla tudi pred takratnega direktorja podjetja, kjer sem bila zaposlena, in sem rekla: a poznaš ti to knjigo, poznaš avtorja Borisa Veneta? Je rekel: ne. Saj, veš, koliko je dobra knjiga, in na koncu piše, da lahko se tudi ti zmeniš za osebno svetovanje z njim, ampak to je najbrž preveč drago. Bi rekel: kar naroč, se bo to firma plačala. In jaz takoj seveda vsa navdušena pokličem Borisa, sva se zmenila za svetovanje in sem bila res tako zelo hvaležna takrat za to izkušnjo, da sem ga lahko spoznala tudi v živo, da mi je potem vse te modrosti in v bistvu svoje življenjske izkušnje, svoje zgodbe delil z mano osebno ena na ena. In kar veliko stvari se je takrat spremenilo, ne? Ja, meni je bilo zanimivo takrat, ker si takrat glih rodila. Ja. In ker si bila v podjetju in si prišla k meni, da ne moš nobene pogodbe več skleniti, ne? Ja. Sva se v bistvu za 2-3 ure usedla, pa malo sprehodila, in lepa novica potem, da si postavila rekord v podjetju, ne? Ja, tako. Res mene vedno zgodbe navdihujejo, zgodbe uspešnih ljudi, ker sem si vedno rekla, če nekdo drug lahko tudi jaz. In ta Borisova zgodba me je pač zelo navdušila, še sploh tako, ko je bil Slovenec, ker sem ga imela v živo priložnost spoznati, ker sem prej že bila zelo veliko teh zgodb uspešnih, motivacijskih, ampak je pa to čisto nekaj drugega, če ti lahko avtorja spoznaš v živo in ti res osebno svetuje ena na ena, o čemer sem takrat lahko res samo sanjala, in se mi je to pač res uresničilo. Boris, kakšna izkušnja je bila pa to za vas, recimo? Meni je bila super izkušnja. Tako kot sem že prej pred oddajo rekel, ne zanima me narediti nekaj, kar so že naredili, zanima me narediti samo nekaj, kar še ni narejen. In tudi današnja tema bo ravno o tem govorila, pač kot Adula, ne. Večina ljudi ne pozna, kako to izgleda. Ko sem jo spoznal, zelo tako prijetno dekle, srčno dekle, in glede na to, da imam že nekaj časa to milost, da lahko vstopim v polje zavesti posameznika, da lahko vidim tudi tiste druge dimenzije, sem začutil takrat eno tako veliko prelomnico, ker ne samo, da sem bil jaz za njo prelomnica, ampak je bila tudi ona za mene prelomnica. In potem smo naredili, bom rekel, velike stvari za, če temu narekovaj rečem, za slovenski prostor. Tako da, bom rekel, ena taka enkratna izkušnja, to je bilo leta 2003, se pravi zdaj 2025, se pomeni, da 22 let kasneje sva še vedno srčno povezana, še vedno sodelujeva, in tudi recimo, ko je bilo omenjeno na začetku Aktivno srce na kvadrat, v gibanju Brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali, naravo sem v glavnem povabil samo ljudi, ki jih že desetletje poznam, ki vem, da so profesionalci na svojem področju, poslovnem področju, istočasno so pa izredno srčni in vejo, kaj beseda brezpogojno pomeni. Ne? Ker mi smo že eni od oddaj smo se pogovarjali, ko nekdo reče, pa se jaz tudi delam brezplačno. Ampak vedno je vprašanje, brezplačno delaš zakaj?
ker ne vem, če prodaja delavnice, seminarje ali karkoli, zato da boš pač toliko in toliko ljudi nagovoril, da se bojo udeležili delavnice, ne? In ti seveda plačali. Ne? Brezpogojno pa pomeni, da ti dejansko nekaj narediš in tisti trenutek že na to pozabiš. Nič ne pričakuješ. No, jaz verjamem, da po tem uvodu naši gledalci veliko pričakujejo in zdaj bomo nadaljevali v tej smeri. Tjaža Bavčak, zdaj bomo nekaj minut malo bolj podrobneje gledalkam in gledalcem predstavili nekaj vaših razmišljanj, ki jih tudi, kar je pa zelo pomembno, tudi živite in za njimi stojite in verjamete v to, kar se meni zdi osebno zelo pomembno. Eno načelo vaše življenjske filozofije je, citiram vas, želim delati to, do česar čutim strast in če je ne čutim več, tega več ne delam. Moje vprašanje pa je, koliko poguma je potrebno za to? Zelo veliko. Bom povedala zgodbo. Bila sem v tem podjetju, kjer sva se z Borisom poznala, sem delala že približno 11 let, bila sem zelo uspešna, imela sem zelo dobro plačo, imela sem pa 2 majhna otroka, ki sta hodila v vrtec. In kar naenkrat jaz nisem več čutila strasti do tega dela. Prej sem jaz skozi, vseh 11 let sem komaj čakala, da grem delati in potem ne več. In sem rekla, ok, jaz tega ne bom več delala, ker to mene ne podpira več in me ne veseli. In sem dala odpoved v zelo dobro plačani službi. Imela sem doma 2 otroka, ki sta hodila v vrtec in sem rekla, ne, in sem rekla, Duša, daj mi zdaj nekaj, česar jaz še ne poznam, česar nekaj novega bi se naučila. Zdaj sem se v teh 11 letih v tem podjetju sem se res zelo dobro naučila tega področja, zdaj bi pa rada nekaj, česar ne poznam več. Ne? In res sem to nekaj mesecev priznam, da sem se malo lovila, ni kar prišlo, da bi imela kar novo delo. Sem delala stvari, ki sem jih poskušala, ampak sem videla, da me ne izpolnjujejo. In potem nekaj mesecev kasneje sem pa soustanovila podjetje, kjer sem delovala 14 let in je bilo tudi podjetje zelo uspešno in sem spet komaj čakala, da grem delat. Lahko sem delala vikende, popoldneve, meni je bilo vse. To je bilo pač res en moj otrok. Sem res čutila strast do tega dela. In potem kar naenkrat je tudi tukaj po 14 letih ta strast začela upadati. In najprej sem se tega zelo ustrašila. Zakaj, kako? Jaz to pač res rada sem delala, to je moje, pač sem solastnica tega podjetja in ne morem zdaj to jaz kar strana, ne. Ampak je bilo potem pač res tako zelo močno sporočilo, sem res čutila, da me to ne podpira več in sem zapustila svoje podjetje v letu, ko smo imeli rekordne prodaje, rekordne dobičke in jaz sem šla stran iz podjetja. Ni bilo lahko, zelo težko je bilo. Trajalo je približno 2 leti od tega, kar sem začutila in do tega, da sem to speljala, ker to je v bistvu tudi tako kot ene vrste ločitev, ko ti zapustiš svoje podjetje. Vlagal si tja energijo in je bilo težko, ampak sem čutila, da si pač moja duša želi nekaj več in sem danes pač hvaležna za oba ta 2 pogumna koraka, ki sem ju naredila. Ampak pač nista bila lahka, tukaj moraš zaupati, ne? Ker ti, ko te duša nekaj reče, ti rečeš, ok, daj mi ti najprej eno, zdaj novo službo, zelo dobro plačano, pa bom pa šla tukaj stran. Ne, to ne deluje tako. Duša reče, a mi zaupaš? A mi zaupaš res 100%, ne nekaj na pol. Če mi zaupaš, bom jaz poskrbela zate. In dejansko pol, ko si res upaš, ko imaš pogum, ko greš, narediš ta korak, si vedno nagrajen, je poskrbljeno zate. Ne gre drugače, ampak najprej si moraš poupati in ja, zelo veliko poguma je potrebnega, ampak se splača. Če sem pravilno štel, ste v tem odgovoru 3-krat omenili dušo in bova zdaj tukaj nadaljevala. Bo tisto vprašanje, ki je recimo na drugem delu trikotnika, v katerih primerih je dobro prisluhniti svoji duši, da pojasnimo zdaj gledalkam in gledalcem. Vi namreč brez zadržkov zelo jasno poveste, da se svojo dušo veliko pogovarjate, da ji prisluhnete in ji tudi rečete oziroma jo zaprosite, da vas usmerja pri vaših nadaljnih korakih. Nam to malo razložite, prosim. Ja, absolutno. Jaz se pač sabo, zdaj mogoče, če kakšnega gledalca modo uporabljam
pojem duša. Lahko si najde eno drugo ime, da se pogovarja sam s sabo, ne vem, s svojo zavestjo, z nekim višjim delom sebe. Pač jaz to poimenujem duša. Lahko gledalci poimenujejo, kakor želijo. In da rečem, ja, daj mi pokaži, kaj je zdaj moj naslednji korak, daj me vodi. Tako kot je bilo, ko sem zapustila te dve službi, sem jaz rekla, duša, daj mi zdaj ti mi pokaži, kaj je moj naslednji korak. In sem jo slišala, ker zelo pomembno je, da ti slišiš ta glas, ker najprej je tako duša, tudi recimo, če ne želi, da si ti več recimo, ne vem, v eni službi, kjer trpiš, ti bo najprej ti bo tako, mogoče malo potiho bolj povedala, ne, tako nežno in potem ti ne slišiš, ne, tukaj sem, se nimam kam drugam zaita, ne, potem ti malo bolj na glas in potem ti še bolj na glas te pritisne. Tako bilo pri meni, ko sem mogla zapustiti v podjetje, nisem slišala tistega njenega nežnega prvega glasa, ampak je bilo pa na koncu tako, da me je v bistvu res postavila v kot, sem rekla, ok, zdaj pa jaz tako res ne moram več, povej mi, kaj naj naredim, ja pa saj sem ti že takrat. Ok, in sem to naredila. Tako da pač ti več, ko se pogovarjaš sam s sabo, več teh sporočil dobivaš in če jih seveda upoštevaš, če jih boš slišal, pa upošteval, boš za to nagrajen, jih boš dobil še več. In včasih je tudi tako, da niti ne vprašam, ne, ker dobim odgovor, recimo, da se lotevam neke, recimo, ne vem, pripravljam se na kakšno izobraževanje in že med samim sprehodom, ko sploh ne razmišljam o tem, kar dobivam navodila, kako naj to izpeljam. Tako da ta komunikacija je tako zelo pač spremeniti življenje. In je to super, da imaš svoje vodstvo, ki te vodi od znotraj tebe, ne da se moraš zmerno na nekoga drugega sprašuješ, a naj to naredim, a naj to. Tako da meni ta notranji glas ga zelo upoštevam. Lahko povem še eno zgodbico, naprimer, ki se mi je zgodila pred kakšnim letom. Jaz obožujem knjigo Rojstvo brez nasilja. To je francoski avtor Frédéric Leboyer. On je porodničar, ki je že pred 50 leti začel razmišljati popolnoma drugače in je v ospredje rojstva postavil otročka, ker je bil, vsak dan je spremljal te otročke, kako kričijo, kako se rojevajo in je rekel, tukaj nekaj ne more biti prav. In je o tem napisal knjigo o bolj prijaznem načinu rojstva za otročka in ta knjiga je bila prvič natisana v slovenskem jeziku pred 40 leti, vmes že večkrat pač je bila tudi razprodana in zdaj zadnjih 20 let je nisi mogel več dobiti. Jaz sem imela en izvod in mi ga je poplavilo v poplavah predlani in potem sem jaz razmišljala, kje bom jaz zdaj dobila ta izvod, ker te knjige ni več za dobiti. In v tistem, ko jaz iz knjižnice sem imela izvod, kje ne jaz dobim ta izvod zame, sem spet zaslišala, ampak tukaj je bil pa glas ne moje duše, ampak teh dušic otrok, ki prihajajo, ker so mi zelo, zelo jasno rekle, izdej to knjigo po natisanju. In to je bil glas, ki je toliko jasen, kot se midva zdaj pogovarjava. To ni moglo nastati v moji domišljiji. In v tistem trenutku sem se jaz te informacije, tega glasu toliko razveselila, to sem mogoče pozabila povedati, da takrat, ko jaz začutim en glas duše, ko se razveselim, ko se čutim tako z vsako celico svojega telesa. Ja, to bi jaz, to vem, da pol to moram narediti. In zdaj, ravno v teh dneh je izšel ponatis te knjige v novi, prenovljeni, se pravi, ponovnem prevodu, posodobljena različica. Tako da, ja, tudi na takih poteh me vodi in sem zelo hvaležna, da to slišam in da lahko delam res to, kar me veseli. Ker če bi meni rekla, duša, pa tega mi ni bi rekla, nekaj preveč nek politični priročnik, to mene ne zanima. Ampak jaz želim v tem, kar delam, da vsak dan, ko vstanem, da komaj čakam, da grem to delati, da se veselim, da mi ni to neka služba, ampak da je to moj način življenja, v katerem uživam vsakem trenutku, ker je prekratko, ker ne vem, kdaj je tisti čas, ko bomo mogli iti. In zato si ga želim res izkoristiti in živeti svojo strast. To mi je zelo pomembno, res. Boris Vene, mislim, da je tukaj bi bil pa primeren malo vaš komentar o tej odprtosti, o kateri je zdaj Tjaša pripovedovala. Imate izkušnje na tem področju? To ja, ne samo eno. Nazadnje je bila moja izkušnja, ko sem dobil pospešek duše, ampak tako, kot je Tjaša že lepo omenila, to ne pomeni, da ti
če nisi vzpostavil ene komunikacije, to je pač en dolgoročen odnos, da se to zgodi tako jasno. Na začetku se dogaja tako kot skozi intuicijo, imaš preblisk, ne? Ampak s časoma pa te stvari postanejo zmeraj bolj jasne. No in recimo, jaz sem dobil, bom rekel, par let nazaj en tak močen pospešek duše, ampak ta pospešek duše je tudi v kakšni hudi diagnozi. In potem zato, ampak to ni kot kazen, to je kot milost, ker ti moraš na določenem nivoju, ko se predaš, to, kar je Tjaša zdaj lepo povedala, ko se predaš temu, ko zaupaš življenju, ti rečeš, simbolično bom zdaj rekel, ne verjamem v religijskega boga, ampak imenujem to kot brezmejno inteligenco, kakorkoli, rečeš, v tem smislu rečeš, lej Bog, tukaj sem. Naj se zgodi tisto, kar je najbolj za mene. In ti to sprejmeš. Drugač pa ta način je tako zelo bliz, je na vzhodu, recimo, če greš v Indijo ali kakšno drugo kulturo, kar se tiče stika z dušo, to je ena od osnov življenja, to otroci, ko se, da ne rečem, kome rodijo, že začnejo meditirati, vzpostavijo ta kontakt s tem višjim jazom, lahko tudi tako rečemo, ali pa spiritom, tudi veliko temu rečemo, ne. Sam zavedati se pa moramo, da imamo več nivojev, da imamo čustveni, mentalni, duhovni, fizični nivo, ne. In sedaj eno je ti kot osebnost, recimo mi se sedaj pogovarjamo kot osebnost in ko ti razmišljaš, ja, jaz bi si želel to, jaz bi želel to, odkot prihajajo vse te želje, ne. In mi se velikokrat sploh ne zavedamo, da v bistvu smo nekako vodeni za nekih višjih nivojev. Recimo, vedno v življenju pa stremimo ljudje, a se to strinjamo ali ne strinjamo, da se izogibamo bolečini in da si pridobimo več zadovoljstva v življenju. In če pogledamo življenje, je tudi ta ravnotežje, ki ga iščemo. Se pravi, čim bolj se želimo izogniti bolečini, pa čim bolj si želimo ugodja, se želimo zadovoljstva. In v končni fazi vse, kar se nam zgodi, je dobro za nas. In mi skozi to želimo nekaj dobiti. Recimo tudi primer, če grem zdaj v čisto skrajnost, tudi človek, ko se odloči, da bo naredil recimo samomor, ne, se on odloči v tem kontekstu, ker v tistem momentu išče, izogniti se hoče bolečini, ker preveč boli in nekako pridobiti zadovoljstvo in po domače reče, da je temu konec, naredi konec, ne. Se pravi, vedno za vse, kar se odločimo, je nekje v končni fazi tisto, kot bi rekel, splošno gledano, pozitivno, jaz bi pa temu rekel, potovanje duše. No in duša, če še malce nadaljujeva, Tjaša Pavček je tako močno potovala na relaciji vi pa rečeva kozmos, da vam je pred 12 leti na pot poslala izjemno znanje šole rojstva. In to je bil preboj. Ja, to je še ena izmed stvari, za katerih sem res zelo hvaležna, da je prišlo k meni na pot. In sicer sem najprej začela, jaz sem to šolo rojstva sem odkrila in jaz, ko sem brala te informacije, so me tako navdihalne, da sem spet začutila tisto, kar prej, strast moje duše, ja, jaz si to želim. Ker imela sem že prej 2 otroka in mož si je želel še, jaz pa ne več. Ampak, ko sem pa to prebirala, sem rekla, jaz si želim še enega otroka, ker si želim izkusiti to, o čemer je govorila ta šola. Govorila je pa o tem, kako lahko ti vzpostaviš povezavo s še nerojenim ali še drzneje nespočetim otročkom. In to me je pa tako, wow, sem rekla, jaz si to želim izkusiti. In sva se takrat začela s partnerjem povezovati s hčerko, danes je stara 12 let, še pred njenim spočetjem. In zame je bila komunikacija z njo taka kot komunikacija z mojim delom sebe, z mojo dušo, tako zelo jasna. Ona je meni že skozi govorila, Isa sem, punčka sem, ogromno informacij mi je povedala od tega, kdaj se bo rodila, kaj si želi, kakšen vodila me je to, ko sem izbirala vseka, ne mi povedi tudi, kakšen porod si želi. Skozi vse to me je vodila in jaz sem takrat toliko navdušena nad tem, kaj vse je možno. Ta izkušnja me je tako res tako popolnoma me je prevzela, da sem želela o tem povedati vsem in hkrati nobenemu. Kdo me bo razumel?
Vsi so me že imeli do takrat že za malo čudno, a ne, drugačno. In zdaj, da začneš o tem govoriti, ne. In nisem želela z nikomer o tem govoriti. Je bila tako res dve, tri kolegice so bile, ki sem jim pa lahko to povedala, ker sem že vedela, da smo na neki isti frekvenci. In ena od teh je bila novinarka, ki mi je skozi govorila, Tjaša, ti tega nisi delala samo zase. Jaz sem ona je bila novinarka ene revije, zelo znane, in rekla, jaz bom o tem napisala članek. In jaz, ne, ni šans, ne boš. 2 leti je rabila, to je bila Miša Čermak, še danes sem ji zelo, zelo hvaležna, ker če ne bi bilo te njene spodbude, ne vem, kako bi šlo to. In potem je enkrat predstavila pred dejstvo, rekla, zdaj imam pa jaz dovoljenje urednice, napisala bom članek o tvojem delu, o tvoji izkušnji. In takrat sem pa rekla, ok, ja. In potem je bil ta članek objavljen in potem so me res začeli zelo starši kontaktirati. Tako da zdaj že 12 let približno naučim bodoče starše, kako tudi oni lahko vzpostavijo to povezavo z otročkom še pred njegovim rojstvom oziroma s početjem, in hkrati učim starše na zelo zavesten način, kako se pripraviti na starševstvo. Ker to je pač ena prelomnica v življenju. Ne moreš ti kar reči, jaz bi pa otroka. In pa je to. Če recimo pomislite danes, ko si ljudje kupuje nov telefon, koliko enih raziskav naredijo za telefon, ki ga lahko zamenjaš, kadar ga želiš. Noben ne gre v trgovino preč, jaz bi telefon. Ne? Tukaj gre pa za otroka, in tako da spodbujam pač res k zelo zavestnemu že pripravam na spočetje. Tako da idealno je, da se starši začnejo pač res zelo zavestno reči, ok, mi bi pa imela otročka, ne vem, čez 1 leto, čez 2 leti, kadarkoli, in da se začneva že zdaj pripravljati na ta dogodek, ki nam bo definitivno spremenil življenje. Te vaše izkustva, to vaše znanje predajate naprej, strokovno se temu reče, Tjaša Pavček je adula. Vi boste pa zdaj obrazložila širši sferi, kaj to pomeni. Ja. Adula je v bistvu tako, bi rekla, za našo dobo zelo nov poklic, hkrati gre pa za zelo staro poslanstvo, ker adula ime izhaja že iz antične Grčije in ona je bila že takrat zelo aktivna, njena vloga, že takrat je v teh kraljevskih družinah pomagala pač vzpostavljati povezavo s to dušico otročka, in zdaj je pa nekako čas, da se ta njena vloga vrne. Tako da jaz rečem, da je tukaj v bistvu zelo novo poslanstvo, a hkrati pa zelo staro. Tako da v bistvu pač spiritualna adula uči bodoče starše, kako se lahko tudi oni povežejo z otročkom, ki prihaja. In potem je v bistvu tudi cela nosečnost, celotno to obdobje, že od predzanositve, nosečnost in tudi porod, rojstvo, so veliko lažji, ker poteka v zaupanju, če mamica in očka čutita otročka, ima pove, da je z njem vse v redu. Je to bistveno drugačna nosečnost, kot če nosečnica ob vsakem izzivu gre na internet, odtipka to, sigurno bo najdla cel kup nekih simptomov, da bo lahko svojo nosečnost preživela v strahu. Tukaj je pa v bistvu bistveno tega je zaupanje, da mi dejansko zaupamo temu glasu, ki prihaja znotraj nas, da je resničen. In otroček, s katerim komuniciramo zelo pogosto, tudi potem nekaj potrdi, kar smo ga mi vprašali. Tako kot, naprimer, ko se je meni hčerka, sem bila že v nekem 7., 8. mesecu nosečnosti, se je obrnila z ritko navzdol. In takrat mi je rekla ginekologinja, joj, to pa, če se ne bo sama, bomo mogli pa na zunanji obrat. In v tistem trenutku sem jaz dobila zelo jasno sporočilo hčerke, ki je rekla, jaz se bom sama obrnila, nikamor ne bomo šli na zunanji obrat. In sem jaz tako rekla ginekologinji, se bo sama obrnila. Je rekla, ja, ne vemo, če bo, si mislila, ok. In potem, tako čez kakšen mesec sem jaz rekla hčerki, ok, zdaj pa jutro imamo pa midve pregled pri ginekologu, a si se ti že kaj obrnila? Rekla, ja, jaz sem se že. In prideva mi do tja in ginekologinja, joj, vaša hčerka se je pokrog obrnila. To so v bistvu take informacije, ki jih dobiš, ki se ti potem potrdijo v tem 3D svetu, da misliš, ok, se jaz nisem nora, to, kar se jaz, pač to komunikacijo, ki imam, je zelo resnična. In o tem pač pričajo tudi številni primeri. Jaz sem res zelo veliko staršev že, ki sem jih naučila te povezave, katero so vzpostavili, in tudi te starši so dokaz, kakšne informacije vse dobivajo. Recimo lahko povem en primer mamice, ki se je začela povezovati, to je bila moja prva mamica in sem rekla, ok, a mi lahko daš za prvi primer, prosim, kakšen lažji primer.
ki je imela za sabo že par neuspelih poskusov nosečnosti in sta se z možem začela povezovati še pred spočetjem. Se pravi, sta imela v tej zgodnji nosečnosti že zelo močno povezavo vzpostavljeno. In potem ona mene pokliče, reče, jaz sem bila pri ginekologinji, rekli so mi, da je gestacijska vrečka prazna in so mi dali napotnico za splav. Rekla, ampak jaz čutim, da je z mojim otročkom vse v redu. In tudi jaz sem tako čutila, ker tudi jaz se povežem s tem otročkom. Rekla, jaz ne bom šla še na splav, bom šla nekam na drugo mnenje. Šla na drugo mnenje, so je tudi rekla, pač vrečka je prazna, ne gre na splav. Ampak ta mamica na srečo je bila toliko močno povezana, toliko je zaupala sebi, ne stroki, ki se je postala na splav in danes je ta njen otrok star približno, ne vem, 9-10 let. Ampak, in je zdrav. In je zdrav, vse je v redu z njim. To se pravi, da takih zgodb je res zelo veliko. In če si ta mamica ne bi bila povezana s tem svojim otročkom, tako da res zelo pač neverjetne zgodbe se dogajajo za tem in starši so pripravljeni slišati, ne zdi se jim to več toliko neki, česar ne bi mogli vzpostaviti ali pa neki iz drugega planeta. No, se ravno to sem vas želel vprašati, ker dobro desetletje v bistvu predajate to svojo izkušnjo, znanje, lahko rečemo tudi poslanstvo. Verjetno je dojemanje ljudi, ko ste začeli, pa danes drugačno, so bolj odprti, ampak ko vas sedaj poslušam in verjamem, da marsikdo, ki bo gledal ta pogovor, pa ima mogoče takšne izzive pred seboj, bo morda pomislil, pa je to za vsakogar, je to zame, je to samo morda za izbrane, če se v narekovaju izrazim. Kaj bi vi odgovorili? Ja. No, na to sem se zdaj spomnila, ker ste me to vprašali na eno izmed mojih mamic, s katero sem sodelovala, ki je bila tudi tako zelo navdušena, z možem sta vzpostavila res zelo močno povezavo s svojim otrokom in je enkrat pač tako objavila story, da bi povedala, kaj sta ona dva delala in je pač napisala, da sta se povezovala z otročkom, potem pa na koncu to definitivno ni za vsakogar, ampak če si pripravljen, ti spremeni življenje. Tako da pač jaz verjamem, da tisti starši, ki pridejo do mene, ki me kontaktirajo, so na to pripravljeni, ker drugače me sploh ne bi kontaktirali, ker tisti, ki v to ne verjamejo, pač samo niti ne vidijo oziroma ne slišijo mojih sporočil. Tako da tisti, ki vsaj malo verjamejo, da je več kot to fizično telo tukaj, pač se lahko tega naučijo. To ni nekaj zakompliciranega. Tisti, ki je pripravljen, se tega lahko nauči. Tisti, ki verjame, da obstaja nekaj več, neka višja komunikacija, vsak od teh se lahko nauči. Kdor pa ne verjame, pa itak me ne bo kontaktiral sploh. Še tole vas prosim, če pokomentirate na podlagi vaših izkušenj. Velikokrat je slišati, da v fazi nosečnosti je vloga očeta prevečkrat zapostavljena. Kaj vi odgovarjate? Ja, hvala za to vprašanje, zelo pomembno. Ja, vsekakor je oče zelo zapostavljen v tem celotnem procesu rojstva. Svoje upravo in potem je v ospredju mamica oziroma kasneje otroček. Kaj pa očka? A mislimo, da očka nima strahov? Njegova ženska je noseča z njegovim otrokom, njegovega otroka nosi. In spomni se, on svoje strahove na ženo prenaša, ker je že tudi njo strah. Kje je zdaj tukaj, kdo se bo z očetom sploh pogovarjal? Se to moški, ko grejo na pivo, pogovarjajo? Ne vem, to sprašujem bodoče moške. Ampak tukaj je pa v bistvu ravno ta prednost, da je pa lahko bodoči očka zelo aktivno vključen v to obdobje povezovanja, da se tudi on vzpostavlja povezavo s tem otročkom, da ga tudi on začuti. In verjemite mi, da sem res navdušena nad temi mladimi moškimi, bodočimi očki, kako so oni odprti, kaj vse čutijo. Včasih se zgodi, da v paru moški več čuti kot ženska, dobiva več sporočil. In imela sem pa tudi, na primer, en primer, je bil en očka tukaj zelo tak simpatičen, imela sta že 2 otročka, je rekel, veš, jaz prvih 2 otrok sploh nisem čutil, ko sta bila majhna, nisem vedel, kaj naj z njima. In zdaj se je začel povezovati, ampak on je meni vedno govoril, veš, jaz nič ne čutam, ampak jaz bom s tem nadaljeval. Se pravi, vsakič, ko je bilo povezovanje, on ni nič kaj posebnega dobival, nekaj sporočila ali karkoli. In potem mi je zdaj pred kratkim mamica, njegova žena, je napisala in rekla,
kakšna razlika je zdaj pri tem očku, pri tem tretjem otročku, da je on veliko bolj sproščen z njim, povezan z njim, čuti ga in da je definitivno, ona je rekla, povezava takrat je bila, kljub temu, da je on ni čutil, ker je on popolnoma drug očka pri tem tretjem otročku, ki se je povezoval z njim. Tako da, ja, bodoče učitelj, jaz sem zelo navdušena, pač drugače sicer lahko to povezavo dela sama mamica, sem tako zelo vabim bodoče moške, očete, ne jih ne bo strah te izkušnje, so zelo lepo povabljeni v to, da tudi če ne bodo videli, slišali, ne vem kaj, se povezava, se vsem vzpostavlja in potem tak očka, veste, bo tudi, če bo mamica šla, ko bo se otroček rodil, ko bo star, ne vem, kakšen mesec, dva, kam, ne bo ta očka čist prestrašen, jo komi čakam, da pride žena domov, ne vem kaj ne z njim, on bo pomirjen in žena bo pomirjena. Jaz vem, da bo moj moški znal poskrbeti za tega otročka in bo sta oba dva veliko bolj pomirjena, ne, zato ker pač ja, ker se otroček rodi, je pač majhen, niti ne veš, kako ga bi prijel, kaj bi delal z njim in si lahko potem, če ti greš to prestrašeno energijo v dojenčku, bo dojenček to začutil. Ali pa če je to oče, ki stoji v zaupanju do tega otročka, bo tudi otroček to začutil in se bo temu primerno odzval. Tako da razlike so res velike. Tako da vabim vse bodoče očke. Naj bodo pogumni in ne razmislijo o teh stvareh. Boris Vene, tudi vi s svojimi projekti odpirate ta kraj že vrsto let. Ne? Verjetno podobne, seveda na nek drug način, te izkušnje, v katerih naša današnja gostja Gibanja Aktivno srce na kvadrat razlaga, ozavešča, za vas niso nove. Ne. Večkrat sem že omenil, pa bom dal še enkrat, že tudi v naši vdaji sem omenjal, da jaz verjamem, da sem brezmejna zavest na kratkem obisku na planetu Zemlja. Se pravi, verjamem, da smo mi ljudje ena energija, ena zavest v različnih telesih. In ko sem sedaj poslušal to, tako sem bil zelo ganjen, ker tudi medicina predvsej na teh področjih napreduje. Govorim iz lastne izkušnje oziroma iz prve roke. In sicer mesec dni nazaj, majčkeno več, se mi je rodila vnukinja. In ko je bil seveda od moje hčere tudi očka zraven, ne, imata že sina Adriana, že 4 leta bo zdaj star, so mu rekli, takoj, ko se je rodila, so mu rekli, da naj se sleče. Mali debel gledal, slečem, zakaj? In se je pač slekel in so mu takoj dali hčerko na prsi. Čudovito. Ja. Tako da je takoj zmrzi. Smo že tudi pojasnili, kaj pomeni v prejšnjih oddajah, kaj pomeni, če človeka zmrzi. Se pravi, da je govoril s srcem, ne? Embriologija navekov razvoja zarodka je to dokazala. In je bil tako presenečen, ampak mu je bilo tako toplo pri duši in otrok, se pravi, sta tudi na fizični ravni, ne samo na energijski, kot duša, ali kot zavest, ali kot spirit, sta se občutila. Ne? In tako da hočem povedati, ne, ko ste rekel, da te stvari niso za mene tuje, pri meni se izobražuje zelo veliko tudi zdravnikov, medicinskih sester, ljudi z teh področji in oni so s tem zadevami zelo seznanjeni, ne samo, da verjamejo, imajo lastno izkušnjo, različne izkušnje, samo ne kaj dosti javno ne govorijo, ker zavest, poprečno zavest ljudi na tem planetu je še dokaj nizka. Tako da zato pa mi danes odstiramo neke pregrade, ne, s tem pogovorom. Tjaša Pavček, vračam se spet malo k vaši duši. To je nekako ta povezava, rdeča nit današnjega pogovora. Vi in duša ste zaznali v enem momentu, da pa obstajajo tudi ljudje, ki pa pač si ne želijo imeti otrok, ne? In da je treba tudi tukaj nekaj narediti. In duša se je odzvala, dala vam je signal, vi ste to začutili in izjemna metoda kvantne zdravilne hipnoze. Za te, ki imajo pa pač te težave ali tak slog življenja, če se izrazim. Ja, hvala za to vprašanje. Name se res obrača tudi kar veliko parov, ki ne vejo, ali si sploh želijo otročka.
Tako da vas vabim res vse bodoče gledalce, da res razmislite o tem vprašanju, če ta odgovor res prihaja samo od vas. Samo vi in vaš partner sta tista, ki si morate želeti otročka. Nobeden drug. Ker danes vemo, da so pritiski, a ne? Narediš, se izobražaš, imaš službo, se preselaš s partnerjem, ne vem, poroka in potem že kar vsi pričakujejo, kdaj bo pa zdaj otroček. Kaj pa, če si ga midva ne želiva? In tudi to je v redu in je treba spoštovati. Ne smejo biti pač ti bodoči pari pod pritiskom, zato ker si babica želi vnučka, zato ker imajo že vsi prijatelji okrog njih otroke, zato ker je že toliko stara in je biološka ura tik taka. In tako da sem presenečena, ko me kdaj tako par se odloči, ja, mi bomo sodelovali in mi prvo vprašanje, ko mi rečeta, midva ne veva, ali si sploh želiva imeti otročka, nam lahko pomagaš. In potem skozi pogovor odkrijemo, ker se zgodi, recimo sem imela en par, da so v bistvu določeni strahovi v zadju, da se recimo je kdo izgubil zgodi starše ali pa je imel njegov starš zelo slab odnos do njega in se zdaj boji, da bo on tak kot njegov oče. Tako da te strahovi potem večinoma izvirajo pač recimo iz otroških dni in potem, ko predelajo te strahove, se potem odločijo, da so pripravljeni in da bi imeli in določeni se odločijo, ne, jaz tega ne čutim. In je tukaj, ni s tem nič narobe, je tudi treba to spoštovati. Jaz v tem življenju ne bom prevzel vloge starša in je to v redu, ne smemo tega pač obsojati. In da tudi tisti, če ste to začutili, vse je v redu z vami, ne moramo imeti pač vsi otrok. In ja, tudi to je možno, do teh odgovorov pride tudi prek te kvantne terapije, ki jo zdaj tudi izvajam po metodi Dolores Cannon. Ravno včeraj, zanimivo, se je ena mamica rekla, da bi rada to odkrila preko te metode. Pri tej metodi pa gre spet, da ti v bistvu dobivaš odgovor od sebe preko svojega višjega jaza, se pravi, samo vodam nekoga, ki na drugi strani skozi ta proces, ampak jaz nisem nek medij, ki bi kanalizirala za njega, ampak je on sam. Zato mi je ta metoda spet toliko všeč, ker jaz pač res verjamem, da moramo iskati odgovore v sebi. Lahko greva midva na kavo, pa se pogovarjava o enem mojem izzivu, pa bom jaz mogoče skozi vaše razmišljanje začutila, ja, to je pa zame, ampak bom jaz začutila. Jaz sem tista, ki imam, v bistvu, preden smo mi prišli dol na zemljo, smo si dali odgovore na čist vse izzive, ki jih bomo imeli v življenju. Na čist vse. In zdaj, če imaš to vedenje, ok, jaz vem, to je v meni, a sem jaz pripravljena slišati, a sem jaz pripravljena začutiti in to upoštevati. To je pa potem drugo vprašanje. No, saj to je zdaj, smo prišli do, bom rekel, do ene točke, kjer je res zdaj ta vprašanje, ne? Ali sem jaz na to pripravljen oziroma koliko si moram zaupati, da naredim ta korak, pa mogoče tukaj oba dva malo pokomentirata. Ja, mi sedaj prehajamo čisto na drugo obdobje. V naslednjih 24 do 36 mesecih se bo vse spremenilo. Življenje, kot ga poznamo zdaj, bo povsem drugačno. Ta tančica med tem svetom in drugim svetom je vedno tanjša. Vedno več je ljudi, ki so mediji, ki intuitivno zaznavajo sporočila. In že Sai Baba je rekel, veliki indijski modrec oziroma avatar, je rekel, da tisti, ki pač verjame v naključje, ne verjame v Boga, pa ni mislil na religijskega Boga. Se pravi, še vedno velja ta paradigma tudi v klasični medicini, se pravi to Newtonovo znanje. Newtonovo znanje pomeni akcija, reakcija. Se pravi, jaz sem sedaj nekaj naredil in bo posledica. Ampak sedaj, me zdaj zmrazil, ampak zdaj v tem kvantnem prostoru se začenjamo zavedati, da v kvantnem prostoru je neskončno možnosti. Od naše stopne zavedanja je pa odvisno, s katero možnostjo se bomo mi uglasili. To zelo rad ponavljam, ker ta paradigma, stara paradigma sedaj odpada in se sedaj rojeva ta nova paradigma. Se pravi, nova zavest, novo zavedanje. In recimo tako, kot je Tjaša lepo rekla, ko je omenila, kdaj je pač izraz adula že nastal oziroma kdaj se je uporabljal, to so starodavna znanja. In tudi o tem smo že govorili, da sem en strastni proučevalec starodavnih znanj in jih povezujem z najsodobnejšimi znanstvenimi dognanji. In sedaj se praktično vse združuje.
In sedaj, recimo, bom rekel, ne vem, imel sem milost spoznati z področja vodilnega epigenetike dr. Bruce Liptona, njemu kot top znanstveniku, ki je 67 leta na Stanfordski univerzi kloniral celico. To, kar se zdaj pogovarjamo, je on dokazoval znanstveno. Njemu je to najbolj jasna stvar. In to je zdaj tisto, ta preskok te paradigme, pogleda nase, na druge, na svet, ki se popolnoma spreminja. In sedaj je prišel čas, ko se res moramo dejansko povezati z svojo lastno dušo. Ker izzivi, ki zdaj prihajajo, pa jaz sem maksimalen optimist. Jaz verjamem, da živimo v času čudežev. Verjamem, da se bojo zgodile tako lepe stvari, samo problem je, ko sem prej govoril z nivoja duše, pa z nivoja osebnosti. Ko se zgodi na nezaželena stvar, nivo osebnosti reče, joj, kaj se je zgodilo, ampak duša pa sproži ta proces. In vedno potem, ko se ta proces odvije, pa smo že govorili, da sem imel tako hude preizkušnje, da sem imel samo še nekaj ur življenja, pa sem zdaj v top formi in uživam življenje maksimalno. Hočem reči, da dejansko sedaj se moramo res začeti zavedati, uporabil sem moramo, čeprav nočem pogojevati ničesar, da se zdaj svet, kakor smo ga spoznavali, kako sem omenil skozi nivo Newtona, akcija, reakcija in te kvantnih odkritij, da se sedaj vse spreminja. In res ta stik z dušo je temeljnega, to je temelj nujno in tudi recimo izobraževanje, ki jih zdaj vršimo čist na drugih nivojih. Recimo jaz bom tako rekel, sedaj sem ravno pripravljen projekt, na katerega sem se pripravljal, bom rekel, celo življenje, oziroma, ker verjamem v reinkarnacijo, sem se pripravljal na njega nekaj življenj. Ampak to je tisto, kot je Tjaša lepo rekla, ko v enem momentu, in to je pogum, ne, to je preboj, ne. In kaj je preboj? Preboj je trenutek v času, ko nemogoče postane mogoče. Ne? In ko to, spet me mrazi, in ko to začutiš in da si zvest svoji duši in da ti narediš, čeprav vsi mentalni kazalci, ko ti vprašaš, reči pa kaj s tabo, si nor, kako boš preživel. Recimo, Tjaša je bila toliko uspešna, da si zaslužila hišo, zelo lepo hišo. Ne, in v bistvu potem je začutila, na tem nivoju sem naredila, sedaj korak, da grem iz materialnosti, če temu tako rečemo, na čist drug nivo, na klic duše. In to so res tisti trenutki in mogoče bi spodbudila, da sedaj začnemo res malo več časa preživljati v naravi, da začnemo dejansko jeti v tišino, ko tišina spregovori, ko se začnemo povezovati z nivoji, v katerih smo mislili, da sploh ne obstajajo, in tam v kvantnem prostoru smo rekli neskončno možnosti, da se oglasimo z tistimi najlepšimi zadevami. Ker mi zbiramo, koliko sem prej rekel, stopnje zavedanja, ali se oglasimo s trpljenjem, ali se oglasimo z navdihom. Mi zbiramo. Tjaša Pavčak, Boris se zdaj zelo lepo pripeljal to v smeri naslednjega vprašanja in to je nekako tista tretja pika v tem trikotniku, ki sem ga omenil uvodoma. To pa je, ali nas mora biti strah novih izkustev v življenju. Vi kar veliko preizkušate, ne? Če pogledamo malo vaš življenjepis, že vrsto let obiskujete joga ples, opravili ste tečaj športnega plezanja, mogoče vas je Janja Garnbret navdihnila, ste se v ta šport zaljubili, organizirate koncerte, pa verjetno se bo še kaj našlo. Ne? Ja, jaz sem vedno tako si rečem, ok, duša, daj mi nekaj novega, česar še ne poznam in kjer bom občutila strast. Jogo plesa, oziroma se reče tako imenovano Shakti dance, sem začela obiskovati pred 9 leti in ta praksa me res tako izpopolnjuje, zelo spet me povezuje sama s sabo, tako da jo zelo pač priporočam, če bi kakšna ženska hotela preizkusiti. In tukaj na tem joga plesu smo mi tudi, se vedno posluša taka nežna glasba. In jaz sem vedno, hodim k učiteljci Nini Štrle, sem vedno spraševala, kdo poje to pesem in ona vsakič mi je rekla Adžit, to je ta tvoja Adžit. In jaz to mojo Adžit sem jo skozi poslušala potem. In enkrat med masažo je ta gospa, ki me je masirala, tudi poslušala, smo imeli prižgano to njo, smo poslušali Adžit in jaz
spet med samim postopkom masaže jaz začutim, jaz bi pa rada njo slišala v živo, ker mi je res toliko všeč. Jaz bom pa njej rekla, če pride v Slovenijo, da bi imela v Sloveniji koncert. Tako kot si je rekel Boris, mene takrat spet me je strast zmrazil, a hkrati kaj je s tabo, a to gnjo sploh kdo pozna v Sloveniji. Ampak jaz sem takoj, ko sem prišla na parkirišče, sem že pisala mail, povabilo, a bi prišla v Slovenijo, ona je rekla ja, jaz sem organizirala in ko sem začela pošiljati in to objavljati o tem dogodku, so se ljudje tako množično odzvali. In potem sem jaz takrat, se njo poznajo v Sloveniji. In jaz v tistem trenutku, ko sem to dobila informacijo, jaz nisem več računala, koliko to stane, kakšen je koncert, kakšne so obveznosti, ker nisem še nikoli v življenju organizirala koncerta. Jaz sem si samo njo želela slišati v živo. In sem šele kasneje videla, da je ona zelo popularna in sta bila do zdaj že 2 njena koncerta razprodana več tednov pred njim. Zdaj septembra ponovno prihaja in je tudi še zelo malo vstopnic na voljo. Tako da hočem reči, da takrat, ko ti res duša da to sporočilo, organiziraj koncert, pojma nimam, kako se to naredi, grem v to in se veselim. In tukaj me je zelo vodila ona skozi ves ta koncert, rekla, daj mi povej, kaj je naslednji korak, ker jaz ne vem, jaz še nisem tega delala. In mi je dobesedno, take sinhronicitete so se dogajale, na pot so mi prihajali ljudje, ki so točno v tistem trenutku, ko sem rabila, mi povedali, kako naj to izpeljem. In potem sem tako kasneje rekla, pa sej, jaz sem bila to mogoče res tako malo neodgovorna v narekovajih. Jaz si nisem nič preračunala, če ona ne bi bila znana, mene bi ta koncert stal nekaj 1000 evrov, kolikor sem jih mogla jaz založiti za plačilo dvorane in vseh teh stroškov. Tako da to in pa ja, v športno plezanje sem se pa zaljubila pred 3 leti, ker sem ga šla čistko, zato ker zelo veliko hodim v hribe. Vsaka grem jaz še to, da se bom malo naučila, da bom lažje hodila v hribe. In potem sem se res tako jaz sem se zelo bala, sem se višine. Vsi moji fantje doma so mi govorili, da je še ene sklecene naredim, da nimam močnih rok nič. In potem ne bi šla jaz plezati, pa nekako sem imela nek vzorc iz mladosti, da jaz nisem za šport, da sem jaz bolj za knjige, za šport pa ne. In zdaj je to postal moj res najljubši šport in se rečem, zelo pozno sem ga odkrila, ampak vesela sem, da sem ga, ker je to res šport, ki mi od vseh športov najbolj si lahko, bi rekla, spraznem glavo. Ker takrat, ko si ti v steni, v višini, ko moraš openjati vrv, tam ni nobenih izzivov, to, s čimer sem se prej ukvarjala, preden sem bila na tleh. Tam si res samo ti in zdaj, če spet rečem moja duša, karkoli, in mora biti res popoln fokus in potem kakšne težke te detajle, smeri preplezam in si potem, ko sem tukaj dol, si rečem, če sem ti zlezla, bom lahko tle naredila kar čem. Recimo, jaz sem tako, če je bilo kakšna dela orodje, to sem vedno fantom rekla, dajte vi to, jaz nisem za to. In potem enkrat mi zmanjka, ne vem, plina. Jaz nisem znala niti plinske bombe zamenjala. Pa sem rekla, pa če sem ti zlezla v steni, bom tudi to plinsko bombo. In sem jo zamenjala in sem se naučila. Tako da mi je dal to zelo velik pogum, to športno plezanje za vsakdanje stvari, ki se mi tukaj dogajajo. In tudi toliko veliko strast sem najdla v tem, da bomo zdaj tudi v Trzinu postavili eno tako manjšo športno plezalno steno, boulderco. Tako da ja, tudi tukaj me je pripeljala strast, ker si spet rečem, da je nekaj novega. Jaz želim tako, kot sem že večkrat rekla, stvari, ki jih še ne poznam, ker nisem tukaj, da bom celo življenje delala iste stvari. To bi mi bilo dolg čas. Nekaj, česar še ne poznam, pa čemer bo moja duša rekla ja, da bom čutila strast za vsako celico svojega telesa. In se veselim še vseh takih priložnosti, ki jih bom dobila in ki jih bom slišala. In kdaj ste slišali, da je prišel čas, da se pridružite gibanju Aktivno srce na kvadrat? To sem pa Borisa pred približno kakšno leto in pol je bilo, ko sem ga klicala, ker sem rekla, če kdo mi lahko v tej situaciji pomaga, imela sem res eno tako pomembno situacijo, je to lahko Boris, veliko ljudi pozna, veliko mi je že svetoval in sem ga klicala v zvezi z enim čist drugim izzivom in skozi najne pogovore je potem meni rekel Boris, kaj pa če bi bila ti članica Aktivno srce na kvadrat in sem takoj rekla, ja, absolutno, ker me veseli, da lahko pomagam drugim, da sem dobrodelna, ker to zelo cenim, ker v bistvu, mogoče zdaj, da recimo predlani, ko so bile te poplave, jaz sem tako ena
En otrok je rabil denar za operacijo, ki je šla v tujino in sem jaz zbirala denar in sem en večer pred poplavom sem nesla pač še od sosedov kuverto, da bomo pomagali temu otroku pri operaciji v tujini. Naslednji dan so bile poplave in pač nekaj dni kasneje sem sama rabila, da so mi ljudje pomagali, da so prišli k meni. In zato zdaj mene ful mrazi. Večno bom hvaležna vsem ljudem. Naslednji dan je prišlo 30 ljudi k nam, prijateljev, pomagati. In ne samo naslednji dan, ampak naslednje 2-3 mesece. Tako da jaz pač vem, kaj pomeni to, da imaš takrat, ko si res v stiski enega, ki pride. To je največje darilo. Večjega darila kot to ga ni in se ga ne da izmeriti v denarju. Tako da z veseljem pomagam in sem dobrodelna in tukaj spet, a ne tisto zaupanje, takrat, ko si v stiski, da je takrat zate poskrbljeno. In to sem imela jaz tudi pač recimo izkušnja ravno pri teh poplavah, ker imam zelo slabo zavarovano hišo in naslednji dan, ko sem spet začutila ta svoj glas, tukaj gre za zaupanje. A zaupaš, da se bo vse uredil? In sem rekla, ja, takoj. In sem tudi otrokom rekla, jaz sem zdaj izbrala zaupanje. In od takrat naprej so se stvari začele zlagati, tako kot sem rekla, veliko ljudi je prihajalo in nam pomagali na vseh nivojih, tako da sem z veseljem, tako da sem počaščena, da si me povabil v to aktivno srce na kvadrat in pomagam kot adula. Boris Vene, ustanovitelj aktivnega srca na kvadrat, to gibanje postaja vedno bolj pomembno in dejavno v širši skupnosti. Spominjam se, ko sva se pred časom o tem pogovarjala, bilo je kar ne pri vas, ampak v drugih sferah kar veliko nekih dvomov, vprašanj. Danes je drugače. Jaz rad temu tako rečem, ko večkrat tema nanese, koliko smo vse prisotni, pa praktično nimamo nobenih reklam, če temu tako rečem, ne? Da rastemo organsko. Kaj pomeni organska rast? To pomeni, da se stvari spontano zgodijo. Tako, ker recimo Tjaša me je poklicala in ker vem, da ima veliko srce in z veseljem sem ji pomagal in potem sem začutil v srcu in sem rekel, lej, to je unikatno, kar počneš, te povabim, da si eden od gradnikov. In tako kot je rekla, je seveda rekla tako ja. Zdaj pa tako, glede na to, da sem cel življenje podjetnik, po temu sem že govoril, da tudi sam rabim ravnotežje v življenju, nekaj poslovno, nekaj je tisto brezpogojno. Bi mi to, kar smo, če bi podjetniško gledalo, kar smo aktivno srce naredili v zadnjih 20 letih, podjetniško gledano bi mi mogli biti že čisto v drugi dimenziji. Ampak ravno v tem je poanta, da se spontano stvari zgodijo, jaz bom tako zdaj malo bolj globoko rekel, da se zgodi ta božanski načrt, ker v bistvu nekje so se te stvari že na višjem nivoju določene, tako kot je Tjaša na začetku lepo rekla, že prej obstaja odgovor, preden je sploh vprašanje. Ne? Mi že nekje vemo, s čim se bomo soočali. Bi pa tukaj še dodal, mi je zelo zanimiv, ko je rekla, da pleza, da se sooča, da na ta način doživlja tisto tišino, tisti pristni stik s seboj, ko se odklopi ko si čisto v drugi dimenziji. Kar se mene tiče, je veliko ljudi, ki me smatrajo za duhovnega, ker sem o tem že veliko govoril, pisal in bogatstvo notranje in zunanje in tako naprej, so velikokrat presenečeni, da svojim sinom hodim na dirkališča, motociklistična dirkališča in da dirkam. Se pravi, ne glih klasično dirko, ampak trening, se pravi, da vozim. In recimo to, kar je Tjaša rekla, recimo, ko drsim z dirkalnim motorjem pri veliki brzini, ko drsim po kolenu, takrat nimam šanse razmisliti o ničemer drugmu. In že tudi mrazi spet, kar pomeni, da sem prisoten tukaj in zdaj v tem trenutku. In to je tisto, kar je najbolj pomembno, biti prisoten tukaj in zdaj. Ne, ker mi smo pogosto z mislimi o preteklosti ali pa smo v prihodnosti. Ne? Mi smo pa tukaj in zdaj. In takrat v bistvu ta komunikacija pa lahko poteka, ko smo tukaj in zdaj povezani s svojim srcem. Se pravi, tukaj bi lahko rekel,
brain and heart coherence, se pravi, da smo v koherenci z možgani in srcem in imamo en super balans, ker možgani so super, kar se tiče postavljanja vprašanj oziroma, da imamo jasno namero, srce pa je super, da zaupamo v življenje in zdaj moramo to imeti nekje v balansu, če želimo tako izpolnjujoče se življenje. Ne? Se pravi, ker tukaj smo prišli, da izkušamo in ja, dajmo čim več izkusiti, čim več različnih stvari. Recimo, to otroci zelo dobro znajo, ne? Da smo tako, kar po starodavnih znanjih opis Boga je v dveh besedih, radost in igrivost. Se pravi, da smo radostni, igrivi, tukaj in sedaj prisotni. Našo prisotnost v našem studiu pa kroji tudi tehnika in ura kaže, da smo prišli do neke sklepne misli, ker se bo oddaja počasi za danes zaključila, pa bi cenjena gosta vaju prosil, če nekako skleneta to zanimivo razmišljanje skozi čas, kar smo ga imeli na voljo z kakšnim sklepno mislijo, izkušnjo, lahko je tudi zgodbica, ampak naj bo kratka. In Boris, če se strinjava, damo dami prednost. Absolutno se strinjava. Ja. Jaz bi mogoče povabila gledalce, da si vzamejo čas zase. To je zelo pogosto, skoraj vsak dan delam, da grem med drugim v gost sama, brez telefona in po možnosti, če se le da, hodim bosa. In res rečem takrat, v bistvu nisem sama, vedno je z mano moja duša in jo povabim, greva skupaj na sprehod, pa mi povej, naj začutam, če mi imaš kaj zapovedati, ali pa samo živiva, zdaj to lepo ptički pojejo, da res, da si prisoten v tej glasbi, ki imaš možnost poslušati v gozdu in si v darilu. In to je, jaz verjamem, to je samo zdravljenje. Povezan si sam s sabo, hkrati pa se prizemljuješ, kar je dokazano, v naravi si brez kakršnih koli motilcev. Tako da bi povabila gledalce, da si vzamejo teh nekaj trenutkov in lahko je to 10-15 minut na dan. Ali pa da se usedejo na vrtu, če ne morejo iti v gost, recimo zaradi kakšnih omejitev, pa da so bosi spet na tleh, na zemlji, na travi, pa spet pustijo stran telefon, pa si naredijo nekaj zavestnih vdihov sami s sabo. Boris, ne, sklepno misel. Tjaša je povabila gledalce, jaz bom pa povabil gledalke. Odlično. Da se udeležijo, se pravi, pristnega stika z naravo, čeprav že v osnovi so ženske nekje bolj povezane z naravo, kakšne rožice sadijo, karkoli. Pa tudi recimo, to je bilo še nazaj, 20-30 let je bilo taka res nora misel, da greš v naravo, pa recimo objameš drevo, pa se malo pogovoriš, spregovoriš. Danes je vedno več ljudi, ki dejansko že začne čutiti tudi te druge nivoje, lahko rečemo te telepatske nivoje. Tako da uživajmo življenje. Tukaj smo prišli po izkušnjo in sedaj recimo strah pred zavrnitvijo je eden najhujših strahov, ne strah pred novim ali pa strah pred javnim nastopanjem. Zelo fajn je, da sebe vedno vržemo iz tako imenovane cone obdobja. In da vedno nekaj, kar si ne upamo narediti, da rečemo ravno obratno. Joj, to ne bi naredil in da v tistem momentu se reče, ja, glih to bom naredil. Spoštovana gosta, hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Verjamem, da so vajina razmišljanja pustila tudi marsikakšno izhodišče za naše sopotnike, ki so spremljali ta pogovor. Vse dobro vam želim v življenju in še enkrat hvala lepa in srečno. Hvala za vabilo. Hvala, srečno. Srečno vsem. Spoštovani in spoštovane, vam pa hvala, da ste nas spremljali in vse dobro in srečno.